da sem lahko nocoj z vami in da darujem to daritev skupaj z vami, katerim to na praznik apostola Jakoba, ki mi je še prav posebej pri srcu. Njegovo pismo se mi zdi edino zelo konkretno. Prav s tem, da smo v današnjem evangeliju slišali, kar je Jezus rekel, on se je vedno tega zelo dobro zavedal, da smo poklicani ostati strežniki, služabniki drugim, zlasti najmlajši. Zadosti besede, lepe besede ne pomenijo, če za njimi ni našega konkretnega življenja. In če berete Jakobovo pismo, je polno vseh takih konkretnih predlogov za življenje, in tem je, se mi zdi, zelo konkreten in zelo fajn. Danes smo slišali v delu, da nosimo zaklad v molčenih posodah. Kaj je ta zaklad, ki ga nosimo v molčenih posodah? To je naše življenje z Gospodom. To je naša svetost, posvečujoča milost, prijateljstvo z Gospodom. Včasih mi pride v misel tisti stavek, ki ga Jezus pravi, kdor stoji, naj gleda, da ne pade. In včasih, ko si začne človek misliti, koliko mu uspeva, koliko tudi molitev in vse mu je fajn, Bog pa ga polomi. In mene je Gospod že večkrat prevrnil na tak način. Oziroma, ni me on me pobiral, jaz sem se sam prevrnil, ker sem se preveč povzdignil. In to je to naše življenje, ki je na nek način vedno v boju med tem, kar je prav, med tem, kar je Božje, med tem, kar je sveto in med tem, kar nam ponuja pravzaprav ta svet, kar nas ta svet vabi in življenje v njem. In ko vidimo veliko slabega oziroma grešnega, si ga človek včasih tudi kar malo poželi. Prav en dan je bila, se mi vtisnila ta misel, ne? Pravi, zavidal sem tem, ki živijo na tem svetu, ker vse je dobro, sploh niso ne bolni, ne nič, vse jim rada. Vendar, ko sem potem prišel v hišo Gospodove, sem tam molil, sem videl, da je široka ta pot, a pelje v pogubo, pelje stran od Gospoda. To je pomeni razbiti to krhko posodo našega življenja. In tukaj lepo pravi naprej apostol Pavel, pravi, stiskajo nas, spravljajo nas v zadrego, preganjajo nas, mečejo v tla, vendar mi na sebi nosimo Jezusovo umiranje in nosimo Jezusovo življenje. In to je tisto, kar je pomembno. To je ta naš dragocen zaklad, ki ga imamo, Jezusovo življenje, ki po Svetem Duhu prebiva v nas. To je duh vire, pravi Pavel, Božja moč in Božja milost. In zato se mi zdi nocoj prav, da skupaj prosimo Svetega Duha za moč vire, za moč milosti, za moč Jezusovega življenja, tudi Jezusovega umiranja. In prav ob apostolu Jakobu starejšem, Zebedejevem sinu, bratu Janeza, tudi evangelista, se zdi lahko tudi to Jezusovo umiranje in Jezusovo življenje začuti. Prav ta velika dva dogodka, kateri je bil Jakob navzoč, Jezusovo spremenjenje na gori, kjer je zasijal v taki luči, ki je bila bolj bela kot vse na tem svetu, kjer je pokazal to svojo Božjo naravo, to svojo lepoto, katero je bil deležen v nebesi. In potem, ko ga je gledal na gori Getsemani, v vrtu, na Oljski gori, kjer je Jezus trpel, kjer je potil krvavi pot, pa tudi potem, ko je bil na Golgoti križu. Eno in drugo
je Jakob izkusil in doživel od blizu. In zato po eni strani je tudi rekel tisto, kar smo danes slišali v Evangeliju in je še malo mama pomagala, da bi bili v Božjem kraljestvu, da bi bila z bratom eden na levi, eden na desni. In tukaj je lepo Jezus rekel, ne gre to kar tako, samo na lepo besedo, na neka prijateljstva, na neko podkupovanje in tako nagovarjanje. To je po človeško. Mi radi se tako sklicujemo na neke privilegije, iščemo neke bližnjice skozi življenje. Jezus pa pravi tisto, kar vam jaz lahko dam, ne samo njima dvema, ampak nam vsem. Jezus lahko da svoje življenje, svoj način življenja. In zato ima reče, ali morata biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen, in piti kelih, ki ga jaz pijem. In pravi tam moreva, in pravi tam svetopismo, niti ne veste, kaj sta rekla. Ampak jaz mislim, da apostol Jakob je hmalo začutil to, da je to spoznal. Je tudi prvi, ki je od apostolov dal življenje, da je izpričal viro Jezusa. Bil je leta 44, ko ga je Herod Agripa, vnuk Heroda Velikega, dal zapreti, mučiti in potem obglaviti z mečem. Pravi, ker se mu je tako zahotel, ker je hotel utišati in vzeti pogum, prestrašiti kristjane. In seveda je izbral tistega, ki jim je bil za vzor, ki je bil najbolj pogumen, ki si je upal povedati, ki je učil. In to je bil prav apostol Jakob. Vendar njegova kri ni prestrašila kristjana, ampak prav nasprotno, ulila jim je novo moč, da so tudi oni zaupali in zahrepeneli po tem kelihu, ki ga je izpil najprej Jezus in za njim vsi, ki sprejmejo njegovo umiranje. Tudi mi smo, se mi zdi, dostikrat postavljeni pred razne skušnjave in življenjske situacije, kjer se moramo odločiti, kako bomo pričevali. Morda niso tako radikalne, da bi terjale naše življenje, zagotovo pa postavljajo na preizkušnjo tudi našo vero in našo zvestobo. Med vami, pravi Jezus, naj ne bo tako, kot je med sveti, vladarji in oblastniki, ki iščejo oblast, ki hočejo gospodovati, ampak kdo hoče biti zares sveti, bodi vas strežnik, in kdorkoli med vami hoče biti prvi, bodi vas služabnik. In potem reče, kakor sin človeku, kakor jaz sama nisem prišel, da bi mi stregli, ampak da bi stregel, da bi dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. In prav to, se mi zdi, je apostol Jakob zelo lepo v življenju uresničil. Dobesedno na nek način. Stregel je, oznanjal je, pričeval je in na koncu dal življenje za Jezusa, pa tudi za prvo krščansko skupnost. Tudi mi na nek način smo povabljeni in pravimo, da je sveti Jakob tudi zavetnik romarjev. Podobljamo ga z romarsko palico, s isto školjko in svitkom Evangelija. Romanje je pravzaprav vse naše življenje. Vsi smo poklicani na nek način, da hodimo za Jezusom, da se držimo njegovih naukov in da na tej poti tudi drug za drugega pomolimo in se spodbujamo. Romar je v bistvu človek, ki ne obstane na mestu, ki vsak dan dela korake in ve, za kom gre in proti cilju, kateremu gre. In se pusti voditi Gospodu.
Tako se tudi jaz puščam voditi Gospodu in po škofu, ki je Jezusov namestnik na zemlji, me zdaj od 6. avgusta naprej pošilja malo bolj proti čez Črnikav v Postojno in bom tam postal župnik in tam je kar ena velika župnija, tako in tizga pastirčka pa iz tam pošilja pa dol malo na Markovc, tako da bo postal župnik na Markovcu, Ervin Mozetič. Tako, bi rekel, da jaz sem si, to mi je vedno pogum, čeprav niso te spremembe, nikoli niso bih lahke za nobenega, ampak že ko sem bil novomašnik, sem rekel, da kamorkoli me bodo poslali dušo, ker na koncu verujem, da me tja Jezus pošilja. In moram reči, da se mi je, že ko sem šel v Rim študirati, ko sem bil bogoslovec, se spomnim, da sem na Nikodemovih večerih v Ljubljani slišal patra Marka Ivana Rupnika. In takrat, ko sem sedel tako noter v dvorani, joj, sem rekel Jezus, jaz bi rabo enega tazga duhovnega voditelja, ki zna tako nagovoriti, tako navdušiti, ko bi bilo to fajn. Čez 2 dni me pokliče škof in reče, veš, sem razmišljal, a bi ti šel v Rim. Se rekel, tam je pater Marko Rupnik, ne, krasno, grebe, ja, ni problema. Se rekel, imam samo eno prošnjo imam. Rekel, kaj? Ja se rekel, če mi ne bo šlo, lahko pridem nazaj. Tako sem šel in tako se mi je, že takrat se mi je zdelo to čudovito in ko se spominjam nazaj, se mi zdi, da so se mi čudovite stvari v življenju zgodile, prav zato, ker na tisto, kar sem čutil, da prihaja po škofu, po Jezusu, je bilo zmeraj tisto, kar je bilo pravo. In tako, ko mi je škof rekel, izber si župnijo, kam bi šel, sem mu nazaj napisal, rekel, nič si ne bom izbiral, šel bom tja, kamor me Jezus po vas pošilja. In tako je potem ratalo, zdaj kar je ratalo. Kako bo, mogoče bom kdaj povedal, kako je tam in kakšno je življenje. Kolikor sem slišal, je to velika župnija, ima čez 1000 nedeljnikov in polno dela, tako da vi boste molili tukaj za nas, mi bomo pa tam gor molili tukaj za vas. Ko sem razmišljal, kaj bom rekel, in bom rekel takole, tako kot papež. Vi molite zame, da bom fajn, jaz bom molil za vas, da bom fajn, ampak ne moramo pa, rekel, moliti eden na mesto drugega. To se mi zdi pomembno. Vsi smo poklicani, da molimo. Eden za drugega, ma ne pa tako ti moli zame, jaz pa, čau, čive djavo. Tako, naj nam apostol Jakob, ki nas spremlja na romanih našega življenja, vse lepo bo priprošnik in varuh, ne nas vodi Sveti Duh, da bomo vsi priromali tja, kjer nas Gospod pričakuje.